Ilirija Stajler, podarilo Stajler za nasvet blagovne znamke Good Hair Day, ki bi ga lahko označili za Apple frizerskega sveta. Kaj misliš, s čim si prepričala žirijo? Mislim, da svojo karizmo, svojo energijo, ki jo imam, to so pri družbo govorili, no to bi rekla z mojim nasmehom in z mojim nastopom in pristopom. No in kaj so te zdaj prvi občutki? Trenutno nisem še dojela, bi lahko rekla, prvi občutki so neverjetni, nepopisni, to če tega ne doživiš, ne moreš vedeti. Tako da priporočam vsem puncam, ki si želite tega, vedeti. Pa so bile tudi tvoje sanje, si vedno tega želela? To sem si pa od malih nog želela, vedno pa je bilo na televiziji, tekmovanje, tekmovanja, vedno so bila ali tako prenos z Amerike, v pomoči vedno pred televizijo. No in kaj pomeni biti Miss Slovenije, tlema na Sloveniji? Biti Miss pomeni se odprata se odpreti. To bo nekaj tako, recimo na kakšnem poslovnem področju, modnem področju, lahko tudi izven Slovenije, ne? Tako da, ja, veliko odprtih vrat. Tvoj komentar na v bistvu izbor Miss 2014, ki si predala lento. Lento in krono. No, meni je bilo všeč, da imamo letos organiziran izbor. V primerjavi z lanskim letom, ko sem bila jaz izbrana, ko smo imeli samo v bistvu interni casting, mi je všeč, da so punce letos v bistvu šle skozi cel proces izbora, da je tudi spet v bistvu postavljen izbor pač na odru in pač v celotni podobi, tako kot je bil včasih. Malo sicer pogrešam nekaj inovativnosti mogoče pri lepotnih izborih in v Sloveniji pa mogoče tudi v svetu. So že čist klasični postali, pa se mi zdi niso več toliko zanimivi za ljudi, pa da bi ljudje mogoče rabili nekaj novega na sceni, da bi mogoče potem tudi punce imele malo več tiste podpore strani ljudi oziroma naroda. Kaj pa so tiste misli, ki bi jih predala dekletu po tvojih enoletnih izkušnjah z vlogo Miss Slovenije? Da naj čim bolj uživa na svetovnem izboru, da naj pač od njega odnese čim več kontaktov z ostalimi puncami, da se pa predvsem naj fokusira na dogajanje tu doma, no, na vse zadnje je vseeno Miss Slovenije, Miss sveta, težko, da bo kdaj Slovenka, se mi zdi, razen če bomo zelo potisnili dobrodelne projekte, da to bi si jaz želela v drugem letu mogoče malo več delovanja na tem področju, da bo delovna, pa da bo v bistvu prodala neko svojo dobro vsebino, neke svoje dobre lastnosti nazivu, da pač nadaljevala dobro ime nazivu Miss Slovenije. Kaj pa misliš, da lahko kot, oziroma kaj si ti opazila, da lahko kot Miss Slovenije odneseš v bistvu te titule? Kaj ti prinaša? Kaj je mogoče dobrega, kaj slabega? Najprej moraš tituli dosti dati, tako bom rekla. Titula pride sama po sebi in se mi zdi dosti prazna stvar, sploh v Sloveniji, ko je že malo in razvrednotena. Ima problem stereotipa, ne, to vemo, neumne misice, pa vse ostalo, kar pride zraven s tem stereotipom. Tako da naziv ima pač par teh, rečimo, nekih kot slabosti že sam po sebi, ki pa jih mora potem punca z nekimi svojimi ali dobrimi osebnostnimi lastnostmi ali svojimi nekimi talenti, potenciali pač v bistvu napolniti pa izpodbiti, koliko se le da. Potem dobi dosti medijske pozornosti, ki je drugače ne prideš zraven do nekih določenih krogov ali do nekih določenih dogodkov, dejanj in priložnosti, ki ti jih potem da naziv Miss Slovenije. Moraš pa imeti pripravljene stvari, da to lahko potem izkoristiš, zato ker brez nič ni nič. Komentar na našo novo misico. Ja, meni je zelo všeč. Moram reči, da smo imeli v komisiji kar veliko dela, kar naporen je izbrati, ki so bile, ko jaz sem imela 3 favoritke in moram reči, da so kar vse 3 vlekle na koncu in sem nekako bila zadovoljna, da smo pač različno. Čeprav me je pa na koncu zelo navdušila Laura s Petjo, to me je pa zelo navdušila. Pohvalila bi organizatorje, da so si vseeno upali narediti ta izbor, ker vemo, da je veliko lepotnih tekmovanj skozi leta odpadlo v času recesije in ostalih problemov, ki jih ima Slovenija. Morda bi si želela vseeno kanček
več elegance in gracioznosti pri predstavitvi mogoče kandidat. Sicer smo pa vsi uživali, ker je to eden izmed redkih dogodkov zadnje čase v Sloveniji oziroma v Ljubljani.